Najlepša hvala. Dober večer želim vsem skupaj. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in za film, ki bo mogoče sledil, in za pogovor z Jankom Petrovcem. Dopisniki iz tujine, vedno v središču je uradni naslov tega pogovornega večera v okviru festivala Poletje na platnu in med platnicami. Zdaj, dopisniki in dopisnice iz tujine, če dalje manj jih je, če dalje bolj redka vrsta, razmere po svetu spremljajo bolj natančno in celovito, na terenu dobivajo boljše informacije, vseeno pa se pojavlja sploh zadnja leta veliko vprašanj, zakaj pa mi to rabimo, in nekaj vprašanj v tem kontekstu dopisništva, kako je biti dopisnik, kaj so izzivi, pasti, kaj so dobre strani tega poklica, bova skušala osvetliti z Jankom Petrovcem. Janko, živjo. Živjo, lep pozdrav vsem. Pokima buoni, bi rekli Italijani. Malo nas je, ampak smo najboljši. Gledala sem malo statistiko, Slovenci zelo in Slovenke radi gremo v Italijo na dopust. Za nekoga, ki tam živi, kam gre ta nekdo na dopust? Kamorkoli. Rade volje kamorkoli. Zame Italija ni ena država, ampak jo razumem kot civilizacijo. Tako da kamorkoli pomeni tudi kamorkoli v času, če sem malo poetičen. Zaradi tega, ker vsi, ki ste bili kdaj v Rimu ali pa v Neaplju ali pa v kakšnem drugem od velikih spektakularnih italijanskih mest, veste, da ko hodiš skozi mesto, hodiš skozi različne čase, pravzaprav ne samo skozi različne ulice in trge. In to je pač nekaj najlepšega, kar lahko rečemo v Italiji. Ne? Ta čas, ki noben čas ne izgine. Ne? Vsi časi se nalagajo en čez drugega. Ko sem jaz leta 2016 prišel kot dopisnik v Rim, me je seveda sprva močno šokiralo, da sem pred olimpijskim stadionom zagledal še zmerom 30 metrov visok obelisk, na katerem piše Mussolini Dux, ne, se pravi Mussolini Duce, ampak sem potem kasneje sprejel tudi to. Ne, se pravi, da če je ustrezno historiziran, seveda ta ni, ne, ampak drugod po Italiji pa najdemo primere zelo dobre historizacije, recimo spomenikov iz spornih obdobij zgodovine, naprimer v Bocnu, mi zdaj pade na misel. Skratka, kam gre na dopust? Kadar si hočemo oddahniti, skoraj zmerom na Sardinijo, no. Mislim, da sem bil zdaj 6-krat in vedno je, kot da je prvič. Sardinija je zame ravno pravšnja, ne. Se pravi, če prihajaš iz slovenskega kulturnega prostora, seveda nisi tako zelo vešč tega rompompoma kulturno-umetniškega, pa je zato Sardinija recimo v primerjavi s Sicilijo je 3-krat manj tega. Se pravi, ravno dovolj za enega podeželskega Slovenca, kot sem jaz. Pa seveda lepe plaže so, no, pa izjemno dobro se je. Jaz rad rečem, da Italija je edina dežela na tem svetu, v kateri nimaš nobenega izgovora, da ne bi bil srečen vsaj 3-krat na dan za zajtrk, kosilo in večerjo. Janko, v tvoji biografiji piše igralec, prevajalec, novinar, dopisnik. Tvoja povezava z Italijo pa gre kar nekaj let nazaj, ne? Ti si tam obiskoval mednarodno gimnazijo, pa v tržaškem gledališču si delal. Kaj so bili, tako, če pogledaš nazaj, najpomembnejši koraki, ki so te pripravili ali pa pripeljali do tega, kjer si danes, se pravi dopisnik, koliko, 6 let? 6 let zdaj, ja. Ja, ok, sem štela po Sardiniji, 6-krat sem rekla, ok. Kako naj rečem, ne vem, moja snemalka Iris Rupnik pravi, da sem jaz eden zadnjih renesančnih ljudi, kar jih pozna. Kar jaz vzamem za kompliment, no. Ona s tem hoče povedati to, da me zanima vse. Sicer me ne zanima šport tekmovalni, ampak samo rekreativni, ampak sicer pa res nisem preveč izbirčen. Mene res zanima življenje, realca, no, kako naj rečem, vse me vznemirja, kar se dogaja ljudem. Tako da moji novinarski začetki segajo v preddevinska leta. Po drugem letniku srednje šole, ki sem jo opravljal v Celju, sem eno poletje se šel novinarja na Novem tedniku in Radiu Celje. To je bil novinarski začetek. Potem, ko sem bil v Devinu na mednarodni šoli, sem začel sodelovati s slovenskimi programi Radia Trsta, to je, se pravi, slovenski program italijanske
radiotelevizije. Tam sem pripravil v tistih letih 2 seriji nekih oddaj. Najprej o Devinski šoli, se pravi, ne, potem pa leta 90 po maturi, ko bi moral iti v jugoslovansko vojsko, pa nisem šel. Sem šel za 1 leto kot prostovoljec v Lesoto. In ko sem prišel nazaj iz Lesota, sem naredil eno dolgo serijo radijskih oddaj zanje. No in potem se je tako nadaljevalo, tako da bom rekel, to neko novinarsko udejstvovanje je bilo vedno nekako paralelno z mojim študijem na AGRFT-ju, pa potem v 11 letih, ko sem delal v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu kot igralec, mi tam nismo imeli stalne zaposlitve, ne? Se pravi, vsako poletje je bilo vprašanje, kako bomo šli skozi poletje. Tako da sem jaz poletje v veliki meri preživljal spet na Tržaškem radiju. Pa zraven sem kaj sodeloval z Radiem Slovenija. Potem se je pa po 11 letih tega teatra Tržaškega nekako ta parabola zaključila, izpela na najboljši možni način, ničesar ne obžalujem, pa v bistvu sem izstopil iz igralskega poklica z Borštnikovo nagrado, ker človek si lepšega ne more želeti. In je bila ravno priložnost, ker so iskali en tak profil, kot sem jaz, se pravi voditeljsko-uredniški na prvem programu Radia Slovenija, in sem se leta 2008 potem zaposlil stalno na RTV-ju. No in potem je bilo 8 let različnih novinarsko-uredniških izkušenj na radiju, dokler lepega dne konec leta 2015 nisem videl internega razpisa za Rim in sem se prijavil. Pogoje sem imel, izkušnje sem imel, jezik sem obvladal, imel sem srečo, da se ni na ta razpis prijavil nihče drug od veščih dopisnikov, in so me izbrali. No in to je to. Ja. Moj, bom rekel tako nekako na nek najzgodnejši spomin nate je kar nekaj let nazaj, ko si vodil na TV Slovenija oddajo Presudite. Jaz sem takrat, ne vem, kako je do tega prišlo, sem se znašla med gledalci. Ja, tako zelo prijetna izkušnja. Ena zadeva okrog dopisništva, o kateri debatiramo ali pa bomo zdaj klepetala, je tudi, kar je bilo rečeno v najavi današnjega dogodka, namreč, da delo dopisnika ni samo lepo, pa fina hrana, pa Rim, pa počitnice, pa toplo vreme po zimi, ko je pri nas mogoče malo hladnej, ampak da je delo dopisnika pomeni tudi delo v precej težavnih razmerah. Zadnji 2 leti sta bili zelo posebni, o tem si napisal tudi knjigo. Karantena Rim. Kako drugače je bilo, saj smo te spremljali prek Facebooka in tvoje zgodbe na RTV Slovenija, kako je to postavilo na glavo stvari zate? Ja, ne bom nič slepomišil, no. V teh 6 letih sem nekajkrat v slovenskem medijskem prostoru bil ravno jaz tisti, ki je utrl neke zgodbe, ki so bile pomembne. To lahko rečem. Ampak zaradi tega, ker mi je Italija to ponudila, ni da sem jaz kaj posebej odkrival. Epidemija covida je bila zadnja od teh velikih zgodb, bom rekel, kjer sem bil jaz pač prve 3 tedne na barikadah, ne. Se pravi, moja naloga takrat ni bila samo informativna, ampak opazovati prostor in dejansko mojega poslušalca, bralca in gledalca pripraviti na to, kar ga neizpodbitno čaka. In takrat je bila moja naloga zelo pomembna, tudi zelo, zelo odgovorna. Za razliko od drugih velikih nesreč in kriz, ki sem jih v teh letih pokrival, je bila ta subjektivno gledano najtežja zaradi tega, ker se ni iztekla po 3-4 dneh. Velike nesreče ponavadi, se pravi, prvi dan je kronika, drugi dan je kronika, tretji dan je analiza, 4. dan začne novica smrdeti. Tako ponavadi gre, mi je žal, da tako rečem, ampak to tako novinarji včasih, kadar štejemo žrtve, moramo biti podobno kot kirurgi. Pač ljudje so umrli, ne moreš jokati vsak dan. Enostavno včasih moraš samo šteti. Ne gre drugače. No, ampak in za razliko od drugih kriz je bila ta ena, ki je trajala mesec in pol, no. Mesec in pol, ko sem iz rok dal po 4-5 izdelkov na dan in brez prostega dneva. Tako da to je bilo zelo izčrpljujoče. Se bom pa hkrati bom kar rekel, da recimo med ostalimi nesrečami, ki sem jih pokrival, si pa drznem reči, da sem bil s svojim poročanjem zelo pomemben tudi za slovenski prostor leta 2018, ko se je zrušil viadukt v Genovi.
Mislim, da je to, da smo bili mi tam, da smo odprli to zgodbo, ker ni šlo samo za en viadukt, ki se je zrušil, šlo je za vprašanje velikih cestnih objektov, zgrajenih v 50., 60., 70. let, ne samo v Italiji, tudi drugod po svetu in tudi po Sloveniji. Tako da moram reči, da kakšno leto kasneje, ko sem se peljal preko Rauber komande, ki je bila v remontu, sem si rekel, k temule sem pa jaz pripomogel. Se mi zdi, da zelo kmalu, ko si nastopil službo dopisnika v Italiji, da je bila že ena nesreča ali potres, ne? Ja, ne, to leto 2016 je bilo katastrofa. Jaz sem bil en teden v Rimu, ko se je zgodila čelno trčenje 2 vlakov v Apuliji, 24 mrtvih, ampak tisto je bila pač samo nesreča, ni imela širšega odziva in glede na to, da do Apulije 6 ur z vlakom, so takrat v Ljubljani rekli, lej, pokrivaj iz Ljubljane, se bomo naslonili na agencijsko sliko, pokliči koga na terenu, zato da preveriš dejstva, ampak delaš iz Ljubljane. Ampak teden kasneje je bil teroristični napad v Nici, se spomniš takrat, ko je tovornjakar šel na dan Bastilje, mislim, da je bilo 83 mrtvih, če se prav spomnim. Tisti je bilo pa tako, ne, mislim, ob 11. zvečer se je zgodila zadeva, jaz zjutraj sva snemalko sedla na avion in šla v Nico. Tako da tisti je bilo treba zelo hitro reagirati, ne. In potem, ko se je tisto poletje nekoliko vendarle umirilo, je pa bil 25. avgusta potres v Amatričevu, 300 mrtvih, več kot 300. In potem še 2 potresa 29. pa 30. oktobra in še eden 18. januarja, ko je bil pa tisti grozen plaz, ko je 18 ljudi umrlo v ruševinah hotela, ne. Skratka, jaz sem imel ognjeni krst, no, v tistih mesecih, je šlo en za drugim same nesreče, no. No, ko si dopisnik nekje vzunaj, pač v redu Italija je tisti skupni imenovalec, potem pa pač klepetaš z dnevnim urednikom, tedenskim, kakorkoli imate to urejeno na RTV-ju in se pogovarjaš tako, veš včasih, kaj bo vnaprej, lahko pa so takšni primeri, ko ne veš, ne, kaj bo naslednji dan. Greš iz, ne vem, tragedije v tragedijo, pa je en dan nesreča, pa naslednji dan potres, a to jemlješ, mislim, a se to da čisto obrtniško jemati, zdaj na primeru koronavirusa in pokrivanja tega si omenil, drugače je bilo to, da ni zadeva trajala 3 dni. 2 leti plus ali pa vsaj 1 leto zelo intenzivno, še posebej v Italiji, ne. A se to obrtniško lahko lotiš pokrivanja česarkoli, kar ima tudi grozovite posledice ali kako? No, veš kaj, v življenju obstaja nekaj, čemur se reče rutina, ne. Rutina je sicer za spektakularno življenje smrtno nevarna, za zdravje je pa koristna. Zaradi tega, ker z rutino si človek marsikatere živc prišpara, no, po domač povedano, ne. Se pravi, da kakšne stvari moraš narediti zrutinirano. Zame, ko sem prišel na dopisništvo, glede na to, da je moje prvo dopisništvo to, sta bili prvi 2 leti zelo hudi, ne. Se pravi, vsaka zgodba, ki se je zgodila, je bila prvič, ne. Se pravi, jaz se nisem mogel opirati na svoje preteklo delo, zlasti recimo pri kakšnih gospodarsko-finančnih vprašanjih, a veš, kjer je strokovna terminologija, ne, in človek ni pač v vseh področjih doma. Recimo prej, ko sem omenjal Genovo, v Genovi je bil cel arzenal nekih gradbinskih, no, gradbinskega besedišča, ki ga jaz seveda nisem obvladal, ne, ampak sem potem počasi postal drzen, ne, in zdaj včasih kar pokličem na kakšen slovenski inštitut, pa rečem, dopisnik iz Rima, tu, dajte mi pomagati pri tej terminologiji. Pa so ljudje, moram reči, zelo razumevajoči in rade volje pomagajo, no. Tako da, kaj je bilo vprašanje? Kopica stvari, ki se dogajajo, ne. No, to hočem reči, ja. Zdaj v zadnjih letih pa bistveno lažje skačem. Recimo letošnji julij je bil eksemplaren, ne, ker sem imel 3 velike zgodbe prejšnji mesec. Začelo se je z veliko nesrečo na Marmoladi, ki je pač, ne, ledenik utrgalo in smo takrat presodili s hišo, da ne bom šel gor, no. Zaradi stroškov preprosto, no. A veš, 2 človeka, pa 6 ur potrebuješ spet, da prideš do postaje v Trentu, ne, pa še avto ne je, pa iti do Kanadzeja in tako naprej. Skratka, zelo potratno, en dan gre samo za to, da prideš gor in praktično si že pri 2. ali pa pri 3. dnevu po nesreči nima smisla zapraviti ne vem koliko 1000 evrov za to, da človeka premakneš gor, pa da mu daš na višku turistične sezone v zelo turističnem mestu
2 sobi, ker je pač treba 6 namakov. V glavnem, a veš, tudi pri tem je treba včasih biti zelo racionalen, ne. In zdaj, če ugotoviš, da je ena nesreča ta, da se bo izpela s kroniko in da ne bo imela nekih sistemskih repkov, ne, da bi odprla na ta način neke sistemske probleme, potem narediš tako. Potem, a veš, se mi je takoj zatem se mi je zgodila vladna kriza in potem padec vlade, ne, in razpis volitev in potem sem imel papeža v Kanadi, ki je bilo pa strašno pomembno potovanje, ne glede na to, da nisem šel z njim, ampak jaz sem bil v bistvu od jutra do večera na prenosih, ne, doma. Lej, padec vlade, ki si ga omenil, pa obisk papeža, to nista recimo stvari, pri kateri bi človek, bi ga užalostilo, bi jokal, bi ga prizadelo in tako dalje, ampak ko pokrivaš te razne tragedije, nesreče, se pogovarjaš z ljudmi, so hude zgodbe, je bolečina. Si prej omenil, da moraš, da preživiš, delovati kot neke vrste kirurg, ne? Ampak kakšen imaš ti recept, da se, ker ti gre do srca malo določene stvari, a veš, spomnim se mojih let dopisnikovanja iz Združenih držav, ko sem nekaj streljanj pokrivala, pa se pogovarjala z ljudmi. Ena me je recimo posebej prizadela, ko sem obiskala majhno vasico v Pensilvaniji, kjer je prišlo do streljanja na eni od šol. In kako so Amiši žalovali in v procesiji pospremili svoje svojce, svoje otroke k počitku zadnjemu, ne? Tisto mi je bilo zelo hudo, veš, zakaj mi je bilo zelo hudo? Ker sem gledala novinarje, ameriške in novinarke in helikopterje nad to procesijo, kako iščejo posnetke joka, žalosti in tako dalje. Kako ti zdilaš s temi stvarmi? Ja, kaj ti ne rečem, Nataša? Veš, kako je, lej, naša naloga je, da brskamo po ljudeh, ne? To je naša naloga. Se ne kritiziram tega, se veš pa sam, kaj je tisto. Ja, ampak kje je meja, ne, do kam? Jaz dostikrat vprašam, če nisem v naglici, vprašam in rečem, recimo 1 leto po potresu v Amatričah, sem jaz vedel preko rimskih znancev za en par, ki živita zdaj v Rietiju. Rieti je eno mesto v Laciju na poti iz Rima proti Jadranu preko Amatričeja, malo pred Amatričejem, ne. Jaz sem zvedel za ta par, ki sta izgubila vse, ker sta imela hišo zraven županstva. In onadva sta hišo obnovila, novo tramovje sta dala in novo streho, tako da takrat, ko onadva sta imela spalnico v zgornjem nadstropju in ko se je zrušila plata in je postelja zletela dol v pritličje, je nanju padla streha, ampak k sreči to močno, čvrsto novo tramovje se je zataknilo na tak način, da sta onadva v bistvu v pritličju ostala na postelji, pokrita s tramovi, ki so jima dovolj prostora v bistvu pustili, da so ju potem 4 ure kasneje, se mi zdi, ven povlekli. To je en par recimo pri 60 letih. Jaz sem slišal za njuno zgodbo in da nočeta iti več nazaj v Amatriče, v Rimu preko njihovih sorodnikov. Jaz sem prosil za kontakt, jaz sem ju poklical in sem rekel, jaz sem novinar RTV Slovenija, rad bi povedal vašo zgodbo. Premislita, če sta za, ampak če se zmenimo za ja, potem vas moramo obiskati na vašem začasnem domu. In sta onadva naslednji dan me poklicala in sta rekla, ja, bova, zato da dava to v besede, ne. In smo se pogovarjali in smo skupaj jokali in smo snemali in pa sva midva rekla, snemalka sva rekla, veste, midva potrebujeva kadre vašega življenja, kle zdaj podnajemniškega. Na ulici Lampedusa stanujeta, veš? Lampedusa, beseda rešitve za migrante in za tiste, ki so ušli po tresu, ne. Tako da, če se le da, jaz vprašam za dovoljenje, ne napadem z mikrofonom direktno, samo včasih pa moraš napasti z mikrofonom, no, si v taki situaciji. Jaz načeloma takrat, kadar sem na nesreči, pač kadar poročam z nesreče, imaš ogromno enih logističnih težav, ne, zlasti recimo pri potresu ali pa recimo takrat, ko sem šel migrantsko zgodbo snemati proti Libiji z ladjo, internet, ne, je zmerno problem, se pravi, mislim, a veš, posnetki so težki, ne, se pravi, kako zdaj spraviti posnetke za to, da bo to, kar sem posnel, objavljeno. In cela vrsta drugih logističnih težav je. Tako da takrat, ko se ti zgodi štetje mrtvi, da tako rečem, no, v bistvu nimaš časa, da bi doživljal to, kar se ti dogaja. Meni se je zgodilo recimo,
tako po potresu, kot recimo takrat leta 18, ko sem šel ladjo nevladnikov Aquarius do Libije pa nazaj, da je ne 2 tedna kasneje prišlo to, no, a veš, kar nekje po moje v kakšnih sanjah ali pa kaj takega, no, da pride vse te te črne vreče s trupli, ne vem, iznakažena telesa, invalidi, pri migrantih zlasti to upanje, no, veš, te oči polne te Amerike, da tako rečem, ki naj bi bila na drugi strani Sredozemlja, ki naj bi čakala nanje, ne, in ti točno veš, kaj se jim bo zgodilo, zaradi tega, ker si že toliko migrantskih zgodb predelal, ne, ampak pač ne moreš človeku reči, pet nazaj, ne. Zato, ker veš, da če gre čez morje, je vsej upanje, da bo nekaj. Če gre nazaj, ni nobenega upanja. Govorimo seveda o ljudeh, ki bežijo iz vojn, ne, saj pri migrantsko vprašanje je mnogo kompleksnejše, niso vsi begunci, seveda, no. Delo dopisnika je seveda spremljanje tekočega aktualnega dogajanja, odzivanje na aktualno dogajanje, je pa tudi zbiranje informacij, poskusiti izvedeti več, prej tudi konec koncev od kolegov. Kaj nam lahko poveš o solidarnosti med kolegi na tem tvojem dopisniškem mestu v Italiji? A je to nekaj, kar lahko kaj lepega poveš, ali se skriva pa vsak zase? Pa... Ne, jaz lahko povem same lepe stvari. Res, jaz sem član združenja, se pravi Združenja tujega tiska v Rimu, nas je okrog 450 članov, ampak moram reči, da sem pač nekako navezal stike z nekim zelo, bom rekel, dejavnim krogom ljudi, približno mojih let, ali pa kakšni so celo še malo mlajši, s katerimi smo iskreno prijatelji, s katerimi se zavedamo, da nismo drug drugemu konkurenca. In je tukaj medsebojne izmenjave kontaktov, informacij, bom jaz poklical, pa bom rekel, da boš poklical, pa ne, na tak način, tega je izjemno veliko. Moram reči, da recimo v Italiji bom rekel, pri glavni liniji našega poročanja, ki je vedno politika, mi imamo ta logistični problem, da se nam praktično na leto in pol menja vlada, ne. A veš, ne, jaz sem v 6 letih oddelal 5 vlad, ne, zdaj jeseni dobim 6. Se pravi, vsakič, ko se zamenja vlada, kaj to za nas logistično pomeni? Da se zamenja seveda premier, vsi ministri in njihovi PR-ovci, ne. Se pravi, človek, ki mi lahko odškrne vrata do ministra, ne, ali pa do državnega sekretarja, ali pa in tako naprej, ne. In tukaj moram reči, da smo s kolegi izjemno solidarni, ne. Ponavadi se kar zorganiziramo, ko ti poklič tja, jaz bom poklical tja, ti poklič tja, pa vržemo skupaj na WhatsApp. Ja, a veš, in imamo vsi kontakte, ne. To je lepo. No pa še ena stvar je, Janko, pa mislim, da vsi, ki te poznajo in spremljajo tvoje poročanje, ki te spremljajo na Facebooku, lahko rečemo hvala, ker deliš tudi te stvari skupaj z nami. Mislim, da je tudi to bilo te zgodbe iz karantene, ki si jih delil, so bile potem podlaga za knjigo, ne. Smo zelo hvaležni, da si pogovorljiv, no, na družbenem omrežju. Veš, kako je, mislim, ta knjiga Karantena Rim, to se je kar samo rodilo, no. To je, jaz nikoli nisem, jaz imam velik rešpekt do ljudi, ki pišejo knjige, no, in rajši jih berem, včasih tudi rad kaj prevedem, ampak nikoli nisem o sebi razmišljal kot o književnem avtorju. To se je pa kar zgodilo, no. Tukaj je seveda botra te knjige Jelka Ciglenečke, ki je bila prva, ki je videla te zapise na Facebooku in me je poklicala in se sploh nisva osebno poznala, urednica založbe Goga je to, in je rekla, zakaj ne bi bilo iz tega knjiga, ne. Moram reči, da ona je bila izjemno spodbudna in mislim tako zaupljiva, da do nekoga, ki je čisti začetnik na papirju, no, kot sem bil jaz. Jaz ne vem, mogoče sem zgrešila, ampak te nisem na Facebooku, preden si postal dopisnik v Rimu, nisem toliko pogosto videla. Se mi zdi tako fina dopolnitev tvojega dela za RTV. Ne vem, na Facebooku, ja, veš, kako je. Na Twitterju vem, da te ni. Na Twitterju sem, ampak kot pasivni opazovalec. Tudi na Instagramu sem, ampak še vedno nisem dojel smisla Instagrama, no. Vse, kar zadeva moje delo.
Tako da sem tam. Na Facebooku pa ustvarjam, bom rekel, paralelno resničnost. No. Tako da velika večina političnih zgodb, gospodarskih zgodb, ki jih obdelam za televizijo ali za radio, jih na Facebooku ni. Na Facebooku rade volje delim lepe plati Italije, no, ki jih je ogromno, ker se mi zdi, da je ena od mojih nalog, glede na to, da sem pač edini slovenski dopisnik v celi Italiji, ne, kar je grozno, da je ena od mojih nalog tudi ta, da odstiram to življenje, ne, a veš, da kažem, koliko je nekega bogatstva, ne, onkraj Rima, Benetk in Firenc, ne, v tej državi na lokalni ravni, koliko je enega trpljenja, koliko je ene bede na vse zadnje tudi, pa koliko je v bistvu neke radosti iz majhnih stvari, no, kot se lahko radost zgodi iz enega krožnika paštašute. No. Povej, kaj so po tvojem mnenju kvalitete, ki delajo dobrega dopisnika oziroma dopisnico? Bistveno, kar dopisnik prinese, če je dober, je to, da gledalcu, poslušalcu in bralcu ponudi, da skozi lastno perspektivo vidi tuj svet. Jaz mislim, da si moramo pač to prizadevati, ne? Da mi dopisniki moramo vedno razmišljati o tem, kaj bo zdaj dobil moj poslušalec od tega, ne? Pa kje ga jaz lahko primem na njegovi slovenski življenjski izkušnji, zato da mu tole zgodbo, ki je zanj nova, pripeljem v njegovo življenje. No? Ko govorimo recimo o reportažnem delu. Ne? Se pravi, da mu to Italijo nekako približam. Ne? Pri zahtevnejših vprašanjih je pa znova, se pravi, če le mogoče neko slovensko komponento, bilateralno komponento zraven vključiti, ne? Se pravi, kaj zdaj to pomeni za nas? Ne vem, zadnjič sem delal oddajo Pursi Muove, po 4 letih sem se znova analitično lotil pedofilije v cerkvi, ne? Zaradi tega, ker je zanimivo obdobje, no? Ker se v nekaterih evropskih državah zadeve lotevajo analitično, se pravi, pač preko nekih neodvisnih komisij, ne? Zdaj problem je v tem, da ima vsak svojo metodologijo in da se pravi izsledki raziskav niso primerljivi med sabo, ampak hočem reči, ne, če je Nemčija nekaj naredila, če je Francija nekaj naredila, če Italija se še zmerom otepa in noče nič narediti, ne glede na to, da pravzaprav že vse reže italijanskih cerkva upijajo, dajmo to enkrat na plano, ja, potem je pa treba dati zraven še Slovenijo, ne? Skoraj, ne? Tako da recimo je bila ena taka zgodba, no? Jaz recimo velikokrat se lotim slovenskih ali pa jugoslovanskih spomenikov v Italiji, ne? Pa kako so zanemarjeni, pa kako jih je treba obnoviti in tako naprej. Ne? Kakor so mi pravzaprav všeč tudi zgodbe o nekih Slovencih, kako ne rečem, ne bom rekel z drugega brega, ampak recimo iz tega krščanskega sveta, ne? Ali pa recimo zgodbe, kot je, ne vem, veš, koliko je svetih Lovrencov po Sloveniji, ali pa koliko je enih cerkva pri Mariji Snežni, ne? Recimo, a ni zanimivo videti reportažo o prvi cerkvi Marije Snežne, ki je sredi Rima, ali pa v cerkvi svetega Lovrenca, ki je na pač Lovrencovem grobu, ali pa iz bazilike, v kateri sta pokopana Ciril in Metod. To so zgodbe, ki so rimske, ampak hkrati govorijo o našem prostoru. No, tako nekako se mi zdi, no, da je to bistveno, ne, in nobene v teh stvari ne more ti prinesti, ne Associated Press, ne Reuters, ne katerikoli drugi tuji mediji. Jaz ne govorim, da sem jaz pač, ne, veš, jaz sem še zmeraj samo eden, ne, hočem reči, jaz se lahko trudim, kolikor hočem, da sem čim širši, ampak nikoli ne bom zares širok, ne, ker sem še zmeraj samo ena oseba. Zato jaz večkrat rečem, jaz bi si strašno želel, da bi imeli slovenski mediji 5-6 dopisnikov v Italiji. To bi bilo zame, mene bi to močno razbremenilo in bi lahko bil tudi večkrat bolj avtorski, bolj subjektiven. Tako se pa tega izogibam zaradi tega, ker se mogoče preveč globoko čutim to odgovornost, da sem pač edini, ne? In da zato moram nagovarjati vse, ki me poslušajo. No, ko si ravno pripeljal Slovenijo notri, a lahko poveš kaj o tem, kakšen je status slovenskega dopisnika v Rimu? Sprašujem zaradi tudi lastne izkušnje, ker sem delovala v ZDA in vem približno, kakšno kategorizacijo so delali po vrsti medija. Televizija je pač vedno bila prva, na koncu časopisi in potem odkot prihajaš. Ne? So bili te prvo
pa drugorazredni. Ne glede na to, kako je kdo profesionalno dober, koliko jezikov obvlada, kaj vse zna, kakšno ima izobrazbo. Ne? Ja, ampak z leti, ko si nekje, potem postane manj pomembno, iz kako velike države si in kako velik je tvoj medij, manj pomembno, bolj pomembno pa postane to, kakšen si ti. A res? Ja. Ja, ni, da te vprašajo, kakšna je naklada oziroma kakšna je gledanost? Ne, v Italiji ne. V Italiji ne, mogoče je to ameriški način. V Italiji ne, je pa do močnih intervjujev seveda težko priti. Je pa res, da jih jaz nimam časa jih loviti. No. Hočem reči, če si ti, a veš, moja norma je 60 prispevkov na mesec. No. Toliko, pač ne 30 radijskih, 30 televizijskih na mesec pečem. Se pravi, pri tako intenzivnem news poročanju. To je veliko, to nimaš sobote pa nedelje. To je povprečje pač 3 na dan, ne, če hočeš imeti kakšno nedelo frej. Ne. In zdaj, če greš kdaj na teren, potem tisti dan, ko si na terenu, mogoče ničesar ne spečeš, ne, ker pač si šel snemati in boš šele naslednji dan pač montiral in pošiljal v eter. Tako da ja, dostikrat se zgodi, da imam, ne vem, 2 ali pa 3 dni na mesec frej, pa ne več. No. Ko sva že pri tej temi in ker niso tako redki te pozivi, pa sploh pri vas na RTV se je zadnje mesece, leta, kaj pa rabimo toliko dopisnikov? Ne? Dajmo tukaj ukiniti, dajmo to zmanjšati, to stane. Zakaj rabimo dopisnika in dopisništva? Jaz seveda vem. Ja, lej, mislim, zdaj, veš, tu ne smemo mešati hrušk in jabolk. Ne? Se pravi, če ima RTV problem v tem, da mu manjka v proračunu nekaj milijonov na leto, potem se, recimo, če daš dopisniško mrežo na polovico, na ta način prihraniš nekaj 100 000 evrov na leto in ti ni treba nikogar odpustiti, ne? Samo dopisnika vrneš domov in ga parkiraš v pisarno v redakciji, ne? Pa pač dela zunanjo politiko iz svoje pisalne mize. Tako da to je v bistvu enostaven način, kako prihraniti denar ali pa kako znižati stroške za to, da se ti bo na koncu leta računica izšla. No? Seveda je pa treba narediti analizo, kakšno škodo s tem narediš pač pri javnem poslanstvu, ki ga RTV Slovenija ima. Ne? In jaz mislim, da tukaj je velika škoda. Tako da, ne vem, jaz nimam nič kaj veliko za dodati k temu, kar sem prej rekel, zakaj potrebujemo dopisnike. Potrebujemo jih zaradi tega, ker tuj prostor berejo skozi naše oči. In meni se zdi to izjemno pomembno. No. Poleg tega, da je tudi ta zmotna predstava nekaterih, bi jaz rekla, ki sej imamo internet, sej o nesreči tam beremo in tako, ampak točno to, kar si prej omenil, iskati to slovensko komponento, pripeljati druge stvari, ker ko si na terenu, ko si tam, je drugače. Lej, Nataša, ko sem bil študent, zdaj ti bom eno drugo zgodbo povedal, ko sem bil študent, sem zelo pogosto hodil v K4. In sem hodil ponovadi na tiste večere, ko so bili DJ-ji, ki so bili meni všeč. Jaz takrat se veš, koliko glasbe se v svetu ustvari in jaz sem ugotovil nekako preko svoje izkušnje, da ti DJ-ji izbirajo glasbo, ki je meni všeč, na katero se plešem, se zabavam, se imam fajn s prijatelji in tako naprej. No in jaz si tako predstavljam v bistvu dobrega novinarja in dopisnika seveda tudi, da je nekako DJ informacij, ne? Seveda ti imaš internet, ampak ti se boš zgubila v internetu, pač, ne, to je ogromen prostor, ne. Ne vem, če imaš toliko časa, da boš pač si ustvarila pri vseh virih, ki so na razpolago, sama svojo popolno zgodbo v Italiji in Vatikanu. Zdaj se veš, da jaz sem zate bližnjica, no. Sej veš, da mene to ni treba prepričevati, ne, ampak No, ampak hočem reči, a veš, pač ljudje nimajo časa, no, ljudje so v službi od jutra do večera, imajo familijo, imajo otroke in tako naprej, hočejo pa še kaj izvedeti o svetu. In zdaj, ne vem, če ti delaš svoje delo na tak način, da je pač pošteno, pa da več ali manj zdrži vodo, no,
Potem si jaz predstavljam, da človek je utrujen od svojega življenja, da pač si rade volje izbere enega DJ-ja, no, za informacije iz Italije, pa mogoče, da sem to ravno jaz. No. Super DJ si, Janko. Kakšna se ti zdi v prihodnje, da bodo dopisništva izgledala? Zdaj, včasih je to bilo, so bili zunaj na nekih lokacijah v velikih državah, prebirali časopise, šli na tiskovne konference in poročali domov in je bil mogoče en prispevek, celo na teden včasih. Ne? Zdaj, kot praviš, 60 na teden, plus hkrati zelo aktivno... Na mesec. Na mesec. Plus hkrati aktivno na družbenih omrežjih. Kam se ti zdi, da se to razvija naprej? Ja, lej, se pač nekje je neka meja. Ne? Je pa res seveda, da je zdaj tehnično manj zahtevno sproducirati televizijski prispevek, kot je pa bilo pred 15 ali pa 20 leti. Jaz se sploh ne znam predstavljati, kako je recimo pokojni kolega Jure Pengov delal. Ne? A veš, to so bila čist druga razmerja. Jaz še recimo leta 2016, če sem se hotel neposredno javiti v program, sem moral iti na sedež Ebuja, ne? Na njihovo streho, ki se lepo vidi kupola Vatikanska, se postavi tja in seveda vsakič pred drugimi ljudmi nimaš neposrednega stika s sodelavci, ki stojijo za kamero, ves čas je nek stres. Ne. Zdaj imam pač en tak kruzak, kot je tale tukaj, v katerem imam noter eno mašino, v kateri so 4 SIM kartice in se lahko javim od kodarkoli. Hočem reči, te stvari grejo naprej. Jaz imam ogromno kolegov, ne ogromno, ampak kar nekaj kolegov v Rimu, ki delajo televizijo in jo delajo sami. Se pravi, sami snemajo. Jaz imam kolege, recimo, ki delajo, recimo kolegica z nacionalne televizije, Radia in televizije Kanade, ona se javlja v eter preko iPhona. Sama, ne, se pravi, on postavi na stojalo si iPhone, tako da je standard, oni ji povejo malo levo, malo desno, ona korigira in gremo. Hočem reči, seveda, kvaliteta je slabša, ne, ampak oni imajo pač to logiko, kakor da izgleda bolj reportersko, bolj, a veš, če je slika malo stresana, recimo, ali pa kakorkoli, ne. Skratka, manj časa potrebuješ za to, da narediš izdelek. Je pa seveda zraven velika nevarnost, da potem, če si prehiter, ne preverjaš virov, ne. Ker, veš, recimo na dopisništvu pokrivaš vse, ne, ti si za vse, ne, nisi specialist, ti nisi raziskovalni novinar, včasih si, ne, ko slediš eni zgodbi, ampak imaš tako zelo malo časa, da se to nažalost redko kdaj zgodi, ne. Večinoma si ti tisti, ki prevaja in interpretira nekaj, kar se je zgodilo in kar so odkrili drugi v tvoj kulturni prostor, ne. In tukaj je pa treba biti pazljiv, ne. Tukaj je pa zlato pravilo Toneta Hočevarja, ne, če delaš po sekundarnih virih, najmanj dva, ne, bolje, da jih je več, ne. 6. leto praviš, da si zdaj že v Rimu, se pravi, še 2 ostaneta. Tako, ja, če bo vse v redu. Če bi se prijavljal danes, katere destinacije bi te še zanimale, kam bi te zanimalo še iti dopisnikovati? Če bi imeli dopisnike v vsod. Mislim, vsako dopisništvo je zanimivo, ne. Meni bi se zdelo zanimivo se lotiti recimo Nemčije na tak način, kot obdelujem Italijo, no. Ker se mi zdi, da mislim, tega nemškega duha, no, se mi zdi, da bi rad bolj spoznal. Mislim, da potem, ko bo šla leta naprej, da mi bo zanimiv tudi Bruselj, ker bom se sam bolj umiril v sebi, ne. In mi bo bolj intrigantno postalo se ukvarjati z zakonodajo in s posledicami, ki jo neka zakonodaja prinese. In veš, no, pri vseh destinacijah in če ne bi bilo omejitev, če pač ne bi bilo samo omejeno število, kjer RTV trenutno ima. Ne, jaz govorim zdaj o destinacijah RTV-ja. Nadeva še to, ta drugo varianto. Če ne, ne vem, mislim, lej, za dopisnika je Balkan je super, ne. Mislim, cel kup logističnih težav imaš, ne, ceste so škrbaste, vidim kolega Anžin, ki ga jaz močno cenim in občudujem, da ima ves čas probleme, ne, ampak on je človek akcije in je vedno na licu mesta, ne. Balkan je dopisniško gledano zelo zanimiv prostor, Bližnji vzhod je super, ne, mislim, super. Kaj ne reče? Mislim, delovno gledano je super. Zdaj si kot novinar, dopisnik si, ja, tako, kot obrtniško gledano, absolutno je zanimiva lokacija. Mislim, Bližnji vzhod je super. Španija bi bila the best, ne, recimo. No, now you're talking. No,
Janko Petrovec, najlepše hvala za delo, ki ga upravljaš kot dopisnik za RTV, za zgodbe, ki jih z nami deliš na Facebooku. Zelo z veseljem te spremljamo, tako da res hvala, ker si. Hvala tebi, hvala za spodbudno vprašanje, pa hvala vsem vam, koliko se vas je nabrali. Zdaj smo pa tantima buoni. Hvala lepa, Super, tudi vam. hvala.